Prisrčno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. A ste kdaj razmišljali, zakaj recimo, ko mladi fantje in moški pridajo v vojsko, zakaj jih pobrijejo? Ste se to kdaj spraševali? No, mi smo vas vprašali pravzaprav na ključne mimoidoče, poglejmo odgovore. Kako? Ne. Ne. Tudi ne vem. Zato, da dobi uši. Kako? Vse jih ne. Zaradi higijene bi jaz rekla, no. Zdaj ne vem. A ti to veš? Ne vem. Zato, da ne dobijo uši. No. Oziroma ali pa malo šparajo ta DDT, ta prašek za uničevanje uši. Dolge lase imam z namenom. Hvala lepa. To pa ne vem, pa sem bil pri vojaki, pa mi niso odbili. No tako, preverimo odgovor pri Mariji Ani Kolman, ki je danes v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Si se zabavala ob tej anketi? Ja, nenavadno mi je tudi moški, ki so bili v vojski, bili postriženi, ne vedo, zakaj jih strižejo. Ampak je že tako, to je z razlogom. No, prvi, ki je odredil striženje moških v rimski legiji, je bil cesar Neron. In ko je izdal ta ukaz, ga je konzul vprašal, zakaj pa je treba legionarje postrižiti. In mu je Neron odgovoril, tukaj so zato, da izpolnjujejo moje ukaze, ne pa zato, da razmišljajo svojo glavo. Torej, to je pravilen odgovor na vaše vprašanje. Naključnim mimoidočim moške, ki nastopijo vojsko, postrižejo zato, da izpolnjujejo ukaze nadrejenih, ne pa da razmišljajo svojo glavo. Torej, lahko izhajamo, da daljši lasje pomenijo več moči, več lasne moči? Tako je. Daljši so lasje, močnejša je človekova volja, več moči ima, tudi modrosti in zdravja. Zdravi lasje so odraz modrosti in zdravja. In recimo staroslovanski bog Veles, v ruščini Volas, ker volasi so lasje. Veles je bil bog modrosti in znan je njegov rek, ne strižite si las, da ne izgubite modrosti in zdravja. Koliko pa morajo biti lasje dolgi, da še vseeno opravljajo svojo vlogo kot antene, da prejmemo te informacije, da imamo to moč? Govorili smo že v oddaji o tem, kakšen ritual je, samo česanje las, ampak kako dolgi morajo biti lasje, da opravijo tisto svojo vlogo tudi na drugih nivojih, ki se jih mogoče ne zavedamo? Torej, da lahko las sprejema kozmično energijo, mora biti dolg vsaj 7 cm. Velja pa pravilo, daljši, ko so lasje, močnejši prevodnik kozmične energije so. Mene velikokrat ljudje sprašujejo, kaj pa moški, ki nimajo las, plešasti moški. Odgovor je pravzaprav zelo preprost. Imajo na izbiro dvoje, ali dolgolaso žensko, ženo, partnerko, ali pa brado. Brada pravzaprav nadomešča tisti deficit na glavi in od nekdaj je bila brada pri naših davnih prednikov simbol oziroma status moškega, ki je kazal na to, da so moški potomci bogov. Med Slovani in Arijci se je ohranil celo en zanimiv rek, ki govori o pomenu brade. Ta rek pravi, bogovi so naši očetje in mi, njihovi otroci, bomo deležni slave naših bogov, naredili bomo več slavnih del v ponos naših rodov, kolikor je las v naši bradi. V enem izmed izrekov je govora celo o 3-krat več dobrih del v slavo naših rodov,
kolikor je las v naši bradi. Se pravi, malo brade mora biti. Če se vrnemo k striženju, kdaj je primeren čas za striženje, kdaj ni primeren čas za striženje? Torej, neprimeren čas je čas polne lune in prazne lune. Obstaja sicer vrsta raziskav, ki kažejo na to, da je pravzaprav najbolje striči lase v času, ko je luna v levu, ampak to velja samo za tiste ljudi, ki želijo v življenju rešiti določene probleme. Ljudje, ki živijo v sreči, zdravju in obilju, si v času lune v levu ne smejo striči lase. Sicer pa osnovno pravilo, ki ga poznamo tudi iz drugih področij življenja. Kdaj določene stvari delamo na padajočo luno, kdaj na rastočo luno. Za lase velja pravilo, da če imamo šibke lase, redke lase, si jih strižemo v času padajoče lune. Ker takrat striženje sproži krepitev lasnega korena, lasje bodo močnejši, bolj gosti, rasli bojo sicer počasneje, ampak bojo pa gostejši. In obratno, striženje v času naraščajoče lune ima za posledico hitrejšo rast las. Se pravi, zdaj se moramo samo odločiti, kakšne lase bi želeli imeti. Ja. Je komu nasploh odsvetovano, da si striže lase? Las naj si ne bi strigle nosečnice, ker vsako striženje las pomeni poseg v človekovo energijsko integriteto. Las naj si tudi ne bi strigli študentje pred izpiti, zato ker lasje hranijo, skladiščijo spomin in v času študija se znanje nekako skladišči v laseh, tako da pred izpitom se lasje ne strižejo. Lasje se ne strižejo tudi otrokom do napolnjenega 1 leta, to je nekako prastara tradicija tudi pri naših prednikih. Celo obredno striženje las je poznano pri Slovanih. Prvi odstrižen koder ali pramen las je imel vedno status svetinje, ki je običajno mati nosila v medaljonu oziroma kot najmočnejši prevodnik energije med otrokom in materjo. Zanimivo. No, v Peruju, recimo, ko sem bila in tam, kjer so ustvarjali neke take posvečene stvari z gline in tako naprej, so dejansko risali z lasmi od dojenčkov oziroma od otrok in to z ničimer drugim, samo s tem. Tako veliko moč ima in pravzaprav v vseh kulturah poznajo moč las, zdaj smo pa malo pozabili na to. Precej smo pozabili, ja. Izročilo in pomen las, striženja las in tudi las v zdravilne pomene se ohranja v magiji, v ljudskem izročilu. Tudi pri nas, nekateri mogoče poznajo eno izmed zdravilnih tehnik zdravilca Humarja iz Primskovega, zdravilec iz prejšnjega stoletja, ki je dosegel menda izjemne uspehe pri zdravljenju bolnikov z eno zelo enostavno tehniko. Bolnikom je svetoval, da košček odstriženih las dajo v lesko, zataknejo pod ljubje leske. Nekateri zdravilci še danes uporabljajo te stara znanja in lase ali odstrižene ali pač tiste, ki ostanejo, ko se češemo, zakopljajo pod plodonosno drevo, običajno je to jablana. Jaz, ko sem zbirala gradivo za mojo knjigo o drevesih, mite, legende in zdravilnost, sem naletela na vrsto zapisov, navedb o tem, kako so naši predniki pazljivo ravnali z lasmi in jih vedno dajali pod določena drevesa, da bi s tem sprožili ta pretok zdravja, sreče, blaginje
nikoli jih niso metali stran. In ne nazadnje, tudi danes sodobna znanost potrjuje dejstvo, da odstrižen las ali tudi odstriženi nohti še vedno ohranja povezavo s človekom. Zato odstriženi lasje ali pa lasje, ki ostanejo po česanju, nikakor ne sodijo ne v straniščno školjko, ne v smeti, ker okolje, v katerem se znajde del nas, zagotovo ne deluje vzpodbudno in pozitivno na naše zdravje in tudi na naše energijsko stanje. Torej, tudi po česanju, recimo, zdaj se mi zdi, je sploh tak čas, ker lasje malo odpadajo, ne? Torej, po česanju tisto, kar ostane dejansko na glavniku in že smo se naučili, da se češe z lesenim glavnikom, bi mogoče ponovili zakaj? Ja, ravno to izpadanje las, res da mogoče v primerjavi letnih časov lasje malo bolj izpadajo. Zato je toliko bolj pomembno, da jih vsak dan razčešemo z ustreznim glavnikom. Glavniki, ki imajo kovinske konice, so neprimerni, zato ker las poškodujejo, las razpoka, na koncu se cepi. Plastični glavniki še manj, ker delujejo pravzaprav zelo negativno tudi na samo lasišče. Iz enega samega razloga, tisti, ki to uporabljajo, verjetno vedo, kakšno statično elektriko ustvarijo z česanjem z plastičnimi glavniki ali krtačami. Zato je nujno česati lase z naravnimi materiali. Predvsem z glavniki iz lesa, dreves, ki so v starodavnih tradicijah veljale za sveta. Tvoj glavnik je seveda verjetno najmočnejši glavnik, ti imaš glavnik iz lesa sibirske cedre in verjetno tvoje počutje po česanju nekaj posebnega. Ta glavnik recimo se ne uporablja samo za česanje v smislu razčesavanja las, ampak je energijski glavnik, ki ga lahko uporabljaš tudi takrat, kadar želiš usmeriti pozornost v to, da boš dosegla nek cilj. Takrat, kadar imaš občutek, da misli niso jasne, ali pa celo občutek, da ne najdeš prave rešitve za določen problem, določeno nalogo, vzameš v roke tvoj čudežni glavnik, se počešeš in glava je bistra in jasna. Ja, res je. No, o tem smo pisali tudi na naši spletni strani klepetobkavi.si, sicer pa več o tem vam lahko zaupajo tudi naše svetovalke. Smo kar raziskovali to tematiko na 02600 Tja lahko pokličete, če želite kaj več informacij, sicer pa, če se vrnemo torej na samo striženje las. Recimo pri svojih kolegicah, prijateljicah sem opazila, da kadar se jim v življenju zgodijo neke konkretne spremembe, recimo ne vem, da jih zapusti partner oziroma da jim zveza razpade ali pa če samo razmišljajo o tem, da jim nekaj ne ustreze, da se kar konkretno postrižejo. Zelo povezano je, kot da bi to intuitivno naredile, čist vodeno, ali kako bi rekla. To je res. To je pravzaprav nek človekova intuicija, praintuicija, ki človeku narekuje, da pri določenih prestopih v življenju spremenijo zunanji videz, običajno na ta način, da odstrižejo lase. S tem odstrižejo tudi preteklost. Zato vsaka sprememba, ki jo človek v življenju naredi ali pa želi narediti ali pa jo dela, se praktično začne ne v glavi, to je zanimivo, ampak na glavi. Enako velja tudi za bolezenska stanja. Človek, ki zboli, si z striženjem las lahko v mislih odstriže tudi bolezen. Odstrižeš tisto, kar v življenju ne potrebuješ, ne želiš več, pravzaprav zelo enostavna tehnika, s tem, da je zelo pomembno, kdo te striže. Pomembno, kdo te striže? Zelo pomembno. Človek, ki posega v naše energijsko polje preko las, pride v stik z našim energijskim poljem,
za svojo informacijo, svojim energijskim poljem, in če je to človek, ki je bolan, slabe volje, nezadovoljen s svojim življenjem, se po striženju ne bomo počutili dobro. Zato, ker bomo praktično vzpostavili energijski pretok med njegovo energijo in svojo energijo. Zato je potrebno hoditi k frizerjem, ki so veseli, šaljivi, ki so optimisti, in počutje je potem temu primerno. Kaj pa barvanje las? Barvanje las je seveda velik modni hit. Ženske pogosto spreminjajo svojo barvo, kar ni prav. Vsak človek se rodi z določeno barvo las. Barva je frekvenca, je energija, in točno tista barva, ki jo prinesemo s seboj, je barva ali energijska frekvenca, ki je kompatibilna našemu energijskemu polju in tudi našemu programu. Sprememba frekvence z spremembo barve las ima lahko zelo, zelo težke posledice, tudi zdravstveno gledano, tako da v razmislek ženskam, ki popolnoma spremenijo svojo barvo. Druga stvar je seveda tudi kvaliteta barv. Kemija nikakor ni tisto, kar je dobrodošlo na naši glavi. Če že barvanje, potem naj bo to barvanje v okviru barvnih tonov, ki so naša naravna barva, na vsak način pa barvanje z naravnimi barvami. Sena, kana, indigo. Tako je. Torej, to so naravne barve, ki las hranijo, ne uničujejo strukture las in tudi ne delajo škode in pravzaprav niso tujek, energijski tujek našega. Samo uporabljaš kano? Samo uporabljam kano in indigo. Kano in indigo? Jaz uporabljam pa seno, ki je v bistvu na nek način brezbarvna kana, kaj ne da. In ohranjaš svojo barvo las. Definitivno. Da si ti. Pa sem bila že zelena, oranžna, rdeča, vse možno, ampak pol me je srečala pamet, kako bi šlo k temu rekel. Kaj še bi morali vedeti, preden si gremo postriči lase? Ali pa mogoče ženske včasih kar doma malo z enimi škarjami si konice postrižemo. Je to v redu? Menda je zelo nepriporočljivo, da sam posegaš v svoje lase. Lase naj bi vedno strigel nekdo drug, ne same. Torej, svetujem ženskam, da naučijo, če ne želijo hoditi k frizerju, naučijo svoje moške, da jim lase tudi pristrižajo, pri čemer naj bojo pozorni na eno priporočilo, ki je znano iz naše slovanske tradicije in je povezano tudi z staro dolžinsko mero, ki je nekako izginila iz spomina. Ta mera se imenuje nohat. Gre za dolžino 1,11125 cm in to je dolžina, za katero je dovoljeno pri vsakokratnem striženju skrajšati lase. Torej nič več kot dolžina nohta. Aha, kaj če imaš pa dolge nohte? 1,125 cm, torej na to dolžino. Se pravi, tukle. Sicer pa naše babice, mislim, da so to modrost poznale, žensko naj bi razčesaval moški. Žensko naj bi razčesaval. Najlepša hvala za to informacijo. Kar malce jih spodbudite, mene že češe, pa tudi striževa drug drugega, tako da prakticirava in moram zelo, zelo priporočati vse to. Kot smo rekli, na www.klepeta.si več informacij. Če pa nimate interneta, pa nič 26200-230, naj vam bo svet lep in najlepša hvala za vse te modrosti, ki bomo lahko širili naprej.